udeležbo, še posebej zato, ker običajno skupnemu delu na terenu sledi druženje v lokalnem okolju. To je po našem prepričanju zelo pomembno, saj se skrb za okolje povezuje z državno prireditvijo, na katero imajo ljudje med letom lep spomin, poleg tega pa so zaradi svojega dela bolj pozorni na onesnaževalce. Večina udeležencev bo tako kot prejšnja leta domačinov, vabljeni pa so tudi nevladne organizacije in posamezniki iz drugih krajev, da se jim pridružijo v skrbi za okolje. Domačini jih bodo veseli. Kontaktni podatki in zbirališča bodo objavljeni na spletni strani barje.net in na letakih, ki se bodo prihodnji teden začeli deliti po krajih na Ljubljanskem barju. Lahko se pridružijo lovcem, polivnikom, lahko se dogovorijo za čiščenje bregov Ljubljanice za ladjico, lahko se pridružijo ribičem, gasilcem, skupinam po župnijah in tako dalje. Za tisto območja, kjer lokalna skupnost letos na ta dan ne zagotavlja odvoza zbranih količin, bomo s pomočjo sponzorjev zagotovili posebne zelene vreče, pri katerih je že plačan odvoz. Koncept letošnje čistilne akcije je nekoliko spremenjen v primerjavi z lansko čistilno akcijo, in sicer na lanski čistilni akciji se je pokazalo, da prihaja do določenih težav, če zbrane količine niso čim prej odpeljane na deponijo. Zato je letos dogovorjeno z komunalnimi podjetji, da bodo tovornjaki snage komunalnega podjetja Vrhnika še isti dan zbrane količine odpeljali na deponijo. Mislim, da kdo pozna malo geografijo Ljubljanskega barja, ve, da naša občina leži praktično v sredini Ljubljanskega barja, tako da smo seveda tudi verjetno ne bo na udaru glede samega onesnaževanja pri nas. Mi s to akcijo praktično skozi že sodelujemo z njo, organizirano pa tako, da naša občina je razdeljena na 5 krajevnih skupnosti in vsaka krajevna skupnost potem poskrbi za svoj teritorij. Občina nabavi določene, bom rekel, te vrečke, potem organizira skupni odvoz, ki pripolnijo Snago v Ljubljano, kjer tudi običajno vozimo se naše odpadke. Potem same krajevne skupnosti se potem pa same organizirajo, kar se tiče organizacije, obveščanja. Mislim pa, da so skoraj vse organizirane tako, da obvestijo vse svoje lokalne društva, katere imajo domicil v posameznih krajevnih skupnosti. Zdajšnja praksa je pokazala, da se teh čistilnih akcij udeleži po posameznih krajevnih skupnosti tako od 30 do 50 občanov vsake krajevne skupnosti. Vemo, da 5 krajevnih skupnosti imamo, to se pravi, da lahko blizu 200 občanov aktiviramo za to čistilno akcijo. Za samo, kar se tiče samo oglaševanje, poskrbimo na našem marijanskem listu, ki bo šel ravno proti koncu marca, tako da bodo vsi občani še ekstra obveščeni. Smo fotografi in na ta način se izražamo, vsejne fotografije in vizualni mediji. In več ljudi, večina ljudi, ki vidi fotko, prej verjame, kot pač o tem sem bere ali pa pač sem slišal o tem. Tako da smo pa to naredili. Zdaj, mi smo se osredotočili, delali smo te jump plakate, smo se osredotočili v bistvu na... Smo iskali, sprehali smo se po barju, smo iskali take pač place, kjer še ni nič smeti, kjer še ni nič onesnažen, da v bistvu prikažemo še pač te lepote, ki so, da se pač to ohranja. Ker teh odlagališč je zdaj zelo veliko, kot sem zasledila, največji problem je pa, kar se meni zdi, ker jih je največ odlagališč na črno, pa največ je tam, zelo veliko gradijo na črno in praktično skoraj za vsako hišo tam so že smeti. Lejte, vi vsa ta leta že pripravljate to čiščenje barja, pol imate jumbo plakate, ne vem, zdaj serijo fotografij, pa me zanima, koliko se to dotakne ljudi, ne? Koliko je v primerjavi, ne vem, s prvimi leti, ko ste čistili, pa zdaj, koliko je tega manj? Jaz moram reči, da rezultat teh akcij je bistveno večja ozaveščenost ljudi. Na nas se obračajo ljudje tudi iz drugih občin, recimo mi drugače delujemo tukaj v Ljubljani, na nas se obračajo ljudje z, ne vem, z Iga in
škoflice, tudi iz vrsta, včasih priče in prav, dajte, če se res vi borite za neko okolje, dajte ukrepati, tukaj imamo soseda, ki vozi, ne vemo, kako bo staviti, nič nobeno povedati, iz kje smo in tako naprej. Ene vrste je dodatna možnost mimo teh uradnih institucij, da se govori o tem, da se razpravlja, da je ta problem vedno prisoten in menimo, da to je da je tudi prispevek k tem ozaveščanju ljudi, da se to daje na agendu, da se pogovarja ljudi, da je to veliko narejeno. Samih številčno pa, sigurno se tudi pozna pri udeležbi na teh čistilnih akcijah, je sigurno neka povezanost oziroma pripadnost nekem okoljskim obnašanju, bolj okolju prijaznem obnašanju, sigurno se je povečala. Glede, minister za okolje je tak bolj športen tip, pa to, a se bo odeležil akcije? Nažalost, še nimamo teh podatkov. Zadnjič smo ga povabili v okviru dnev odprtih urad na Darno Brest, ampak nažalost, mogoče tudi naša napaka bila nekoliko, da je bilo z njihove strani je bilo rečeno, da so prepozno dobili sporočilo, ampak ni bil pa noben, se niti ni udeležil, tako da zdaj za čistilno akcijo bomo prej poslali. Ta izgovor ne bo mogel. Ne vem, mi izkušen, če lahko jaz povem. Jaz mislim, da je to mogoče 1/4 odpadkov med. Ja. Kot recimo prejšnja leta. Tako. Ampak to je res samo taka ocena. Ampak mislim, da je to približno 1/4 manj kot recimo prejšnja leta. To je zdaj se izkazalo, recimo, da se pozna v vsakem primeru. Je pa tako, verjetno materialna verdu iste ne probleme v bistvu. Železnica je svoj značilen segment, na katerega pa verjetno se ne da dosti vplivati. Moram pa reči, da v železnici leži vse.